Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Kaja Beton, direktorica Zavoda za turizem in kulturo Radovljica, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Okusi Radovljici so eden izmed projektov, ki jih peljete že 11. leto v turizmu v Radovljici. V mesecu novembru je 7 restavracij, ki so postregli z posebno kulinariko. Kako ocenjujete letošnje? Jaz mislim, da so bili okusi kar uspešni, se pravi, gostje so se zanimali za menije, so jih tudi okušali in kar so informacije prišle do nas, so bile s ponujem tudi zadovoljni, kar se nam zdi najbolj pomembno pri vsem skupaj. Tako da ta kulinarična zgodba se bo pa zaključila v nedeljo pri Žigu lučk, kjer se okusi Radovljice predstavljajo z ulično prehrano, tako da bomo imeli kar 7 ponudnikov ulične prehrane, lokalne, na našem krasnem trgu, ki smo ga seveda za ta namen tudi lepo okrasili, prižgemo še lučke in december je tu. Bližajo se božično-novoletni prazniki, običajno pripravite tudi zabavo. Kakšni ansambli se bodo letos predstavljali tu na Linhartovem trgu in kdo bo zabaval vse, ki bodo prišli na Linhartov trg ob koncu leta? Ja, mi smo tudi letos poskrbeli za tak pester program, s katerim nagovarjamo družine in pa tudi seveda vse ostale obiskovalce. Tako da, kar se tiče glasbe, imamo 4 večje koncerte oziroma zasedbe. Prva je zasedba Manuš, potem imamo Batista Cadillac in pa Masaja. No, za konec na Silvestrovo pa bodo na trgu tokrat peli Mambo Kings, tako da mislim, da bo zabava dobra. Poleg tega pa seveda na trg pride tudi več uličnih umetnikov, od te naše Čupakabre pa do predstav v sklopu festivala Ana Mraz. Pa potem imamo praznični sejem, ki bo predvsem ob koncih tedna z delavnicami in kar takim pestrim dogajanjem. Družine posebej vabimo na praznični potep po mestu, ki je ena taka dogodivščina za otroke, da z veseljem si ogledajo mesto, rešijo nekaj nalog, potem pa lahko sodelujejo tudi v nagradnem žrebanju za praktične nagrade. In kakšne so želje v turizmu Radovljica za vstop v leto 2025? Ja, mi si želimo čim več zadovoljnih gostov. Seveda si želimo, da še naprej peljemo to zgodbo Radovljice, kot smo si jo začrtali. Letos smo bili nagrajeni z znakom najbolj gostoljubnega mesta med turističnimi kraji in naš cilj je, da to nekako zgodbo gostoljubnosti ali pa to priznanje ohranjamo še naprej in se trudimo za vsakega gosta, ki pride, ne samo mi na turizmu, ampak tudi domačini, da ga lepo sprejmejo, da se tukaj dobro počuti. Hvala za pogovor in se vidimo zagotovo v letu 2025. Hvala tudi vam in vabljeni v Radovljico.